Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj obnovo sheme za študij funkcij. Torej, jaz mislim, da študij funkcij je najbolj zapleten argument matematike, ki se ga proučuje na višji šoli. Je treba dosti vaje za to, da se tisto osvoji. Ampak zdaj vidimo enostavno shemo, po kateri se gre, in tudi nekatere ideje, ki lahko pomagajo. Torej, se začne s tem, da iščemo domeno funkcije, kjer funkcija je definirana, ker za nekatere vrednosti je možno, da funkcija se ne more izračunati. Tukaj so nekateri primeri, niso vsi, ampak so recimo tisti najbolj važni. Torej, če imamo naprimer 1 vlomljeno x na drugo minus 5x plus 6, torej to se ne more izračunati, ko imenovalec je enak nič. Torej, mi postavimo pogoj, da ta imenovalec je različen od nič. In kaj pomeni? Da mi izračunamo, kdaj je enak nič. In potem tiste vrednosti izvzamemo. Tiste vrednosti niso v domeni. Če imamo kvadratni koren, naprimer tukaj od tega izraza, torej tisti izraz mora biti večji ali enak nič. Ker ne moramo izračunati kvadratni koren negativnih števil. Torej je lahko tudi enak nič, ker koren od nič je nič. To za sode korene. Če imamo lihe korene, naprimer tretji koren, kubni koren ali peti koren, ni tega problema. Tisto, kar je pod korenom, je lahko tudi negativno, če imamo lihi koren, tretji koren, naprimer. Potem, če imamo kak logaritem, v tem primeru naravni logaritem od enega izraza, izraz, ki je v logaritmu, mora biti večji od nič. Ne sme biti večji ali enak nič. Ne moramo zračunati logaritem od nič. Če pa imamo ena vlomljeno koren od tega izraza, tukaj spet postavimo večji od nič. Zakaj? Ker koren je res, da se lahko zračuna, če ta izraz je enak nič. Ampak je v imenovalcu, bi imeli ena vlomljeno nič. Torej, ta izraz mora biti večji od nič. Potem, ta druga točka, ki se ne zmeraj napravi, ampak kakšenkrat je koristna, da mi iščemo kakšne simetrije funkcije. Torej, naprimer, gledamo, če funkcija je soda ali liha. Zdaj, kaj pomeni soda ali liha funkcija? Vidimo s primerom. Torej, tudi od kje pride ime soda funkcija, liha funkcija? Prav od tega, ker tukaj naprimer funkcija x na drugo je soda funkcija, 2 je soda eksponent. In funkcija x na tretjo je liha, ker 3 je lihi eksponent. In kakšno lastnost ima funkcija x na drugo? Da minus x na drugo je x na drugo in minus x na tretjo je minus x na tretjo. In od tega se spomnite lastnost od sode in lihe funkcije. Za sodo funkcijo velja f od minus x enako f od x. Za liho funkcijo f od minus x je enako minus f od x. In kaj narabi za graf? Ena soda funkcija ima graf, ki je simetričen glede na os y. In torej lahko narišemo samo tukaj in tukaj se zrcali simetrično. Za liho funkcijo ni lahko prav tako enostavno videti, je graf simetričen glede na eno točko, glede na izhodišče. In torej se gleda simetrijo glede na to točko, na izhodišče, ja, prav. Potem imamo periodične funkcije, potem v bistvu, ko delate to, konkretno so trigonometrične funkcije. Pomeni, da graf se ponavlja z eno periodo. Torej, naprimer, imamo od tukaj do sem, je ta graf. In potem se ponavlja, tukaj je enako, tako v neskončnosti, naprej in nazaj. In torej je dovolj napraviti študij funkcije v enem intervalu in potem itak se ponavlja isto povsod v neskončnosti. Potem se poiščejo sečišča z osema x in y. Torej, izračunamo prvo f od nič. F od nič nam da sečišče z osjo y. Jasno, ga lahko zračunamo, če nič je v domeni. Potem iščemo, kdaj je funkcija enaka nič. Za katere vrednosti x-a funkcija enaka nič. Tukaj sem dal 2, lahko so tudi 3, nobena. Torej, in tiste so sečišča z osjo x. Potem, ko smo dobili ta sečišča, lahko iz tega, to nam pomaga zato, da dobimo predznak funkcije. Torej, v katerih intervalih je funkcija pozitivna ali negativna. Zato nam pomagajo ničle funkcije, ampak tudi ničle imenovalcev, če je imenovalec. Tudi tam lahko menja predznak funkcije. In torej pogledamo predznak vsega intervalu. V bistvu to pomeni rešiti neenačbo, kdaj f od x je večji od nič in kdaj je manjši od nič. In torej to vidimo, torej predznak funkcije v raznih intervalih. In to, kaj nam rabi za graf? Torej, če ta bo shema, kjer bomo dali potem graf, to pomeni, da če v tem intervalu funkcija je pozitivna, tukaj v negativnem delu ne bo grafa. Če tukaj v tem intervalu funkcija je negativna, tukaj v pozitivnem delu ne bo grafa. Torej, črtamo dele ravnine, kjer ni grafa.
In to je zelo koristno, potem zato, da se lepo nariše graf. Potem asimptote. Torej, navadno je najlažje dobiti navpične asimptote. Asimptota je premica, kateri se krivulje približujejo neskončnosti. Torej, za navpične asimptote ponavadi gledamo, kje se izničijo imenovalci. In tam, kjer se izničijo imenovalci, naprimer vrednost x nič, gremo zračunati limito, ko gre x proti x nič, od f od x, in vidimo, če ta limita je neskončna. Ker če je neskončna, pa je tukaj, da graf gre v neskončno. Tukaj imamo navpično asimptoto, prav. Potem vodoravne asimptote. Torej, mi imamo zračunati limito, ko gre x v plus neskončno, to od funkcije. In vidimo, če ta limita je ena konstanta, pomeni, da graf se približuje eni vrednosti. In torej, tista je vodoravna asimptota. Eni vrednosti c. Sedaj, tukaj stvar od plus neskončnosti. Za mnoge funkcije je isto, če računamo limito, ko gre x v plus ali minus neskončnost. In takrat ne razlikujemo. Računamo limito, ko gre x v neskončnost. Za nekatere druge funkcije pa je različno. Če se zračuna limito v plus neskončnost, v minus neskončnost. V tem primeru, da je različno, se ponovi razmišljanje. Zdaj govorim samo limite, ko gre x v plus neskončnost, in potem se ponovi razmišljanje za limite, ko gre x v minus neskončnost. In se pogleda eno in drugo. Drugače zdaj govorim samo o neskončnosti. Torej, tukaj sem rekel, če dobimo tukaj na konstanto, imamo vodoravno asimptoto, če tukaj dobimo, da ta limita velja neskončno, pomeni, da ni vodoravne asimptote, ker funkcija, ko gremo v neskončnosti, gre v neskončnost, se ne približuje eni vodoravni premici. Ampak bi lahko obstaja, ni nujno, lahko obstaja poševna asimptota. Imamo eno poševno premico, kateri se približuje. Torej, ta poševna asimptota bo imela enačbo y kx plus n, če ta obstaja sploh, kako bomo zračunali k, ki je strmina te asimptote? Bomo zračunali limito, ko gre x v neskončnost, od f od x ulomljeno x. Če ta limita je ena konstanta, pomeni, da tista je prav strmina te premice. In zakaj to? Ker pomislimo, ko gremo v neskončnosti, če tukaj prije ena konstanta, pomeni, da funkcija se vede enako kot ena prva potenca od x-a, torej kot ena premica. Prav, in tukaj dobimo tako. Če ta limita je neskončna, pomeni, da ne obstaja poševna asimptota. Če pa je končna in velja k, je obstaja in lahko zračunamo tudi n. Kot limito, ko gre x v plus neskončnost, od f od x minus k od x. Potem zračunamo prvi odvod. In kot pri funkciji, ki smo gledali predznak funkcije, gledamo predznak prvega odvoda. Gledamo, kje je prvi odvod večji od nič, kje je manjši od nič, po intervalih. In sedaj, kaj nam pove to? Mi vemo, da ko prvi odvod je negativen, funkcija, torej tukaj odvod je negativen, funkcija pada. Ker je prvi odvod pozitiven, funkcija narašča, tukaj pada. In če tukaj pada, tukaj narašča, tukaj je minimum. Če tukaj narašča, tukaj pada, tukaj imamo maksimum. In to je važno, ne? In tukaj prav imamo koordinate x teh točk. Zračunamo tudi koordinate y, da damo točno na grafu, kje so ti maksimumi in minimumi. Če imamo, da funkcija pada, ali narašča, tam bo eno sedlo, ne bo maksimum ali minimum. Potem zračunamo drugi odvod, kaj pomeni, da vzamemo funkcijo prvi odvod in zračunamo odvod tista in zračunamo drugi odvod. Isto gledamo predznak. Sedaj, ko drugi odvod je v intervalu, ki je pozitiven, funkcija je konveksna. In tukaj, kjer je negativen, funkcija je konkavna. In to nam pomaga zakaj? Zato, da dobimo te točke, ki se imenujejo prevoji. Torej, prevoj je prav točka, kjer menja konkavnost funkcije. Ja, vidimo tukaj, če tukaj je nekaj takega in tukaj je nekaj takega, imamo to situacijo. Tukaj menja konkavnost in to je dobro za to, da narišemo lepo graf. In kot prej pri minimum maksimum, enkrat, ko smo dobili prevoj, zračunamo tudi koordinato y točke, da znamo točno, kje je ta prevoj. Ok. Potem, zdaj imamo vse informacije, da se lahko nariše graf. Ja, da tukaj znamo fleksibilno, ni nujno, da je prav tako oblika, lahko tudi samo en košček tukaj. Sedaj imamo vse informacije, da se lahko nariše dober graf.
Torej, jaz svetujem, da se postopa po tem vrstnem redu. Da najprej na grafu narišemo vse asimptote. Potem črtamo dele ravnine, kjer ni grafa. Te dve stvari lahko tudi obrnete vrstni red, meni se je zdelo boljše tako. Torej, črtate dele ravnine, kjer ni grafa, potem date vse ničle funkcije, točke, kjer funkcija velja nič, tudi lahko date ta f od nič, ki se čišče z vsjo y, če obstaja. Potem date vse točke, ki so maksimumi in minimumi, prevoje date, jaz miri, če obstajajo, ne, vsekakor, date prevoje in potem vsemi te informacijami se lahko navadno načrta graf, ne, in treba vsekakor dosti vaje in kot sem rekel, torej, ta stvar, da se črta dele ravnine, je zelo koristna, na primer tudi zakaj. Če mi imamo navpično asimptoto, ja, in ne vemo, če funkcija prihaja od gor ali od dol, tukaj pri navpični asimptoti, v resnici to je razvidno že iz tega, ker če tukaj bi bila navpična asimptota in tukaj ni grafa, ta ne mora priti od gor proti dol, ker tukaj sploh ni grafa, ne? Te asimptoti se ne mora približati v plus neskončnosti, se bo približal v minus neskončnosti, ne? Ja, tako. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.